Spoštovani gospodje, spoštovane svetnice in svetniki, predsedniki društev, spoštovani gospod župnik, predvsem pa naši srednji dragi župana občine Bredice gospoda Ivana Milana in našo sokrajanko, poslanko v državnem zboru, gospod Natašo Avšič-Sudovič. En lep dober večer vam želim in vas vse prav lepo pozdravljam. Zopet je leto naokoli in zopet praznuje naša krajevna skupnost, letos praznujejo Bredice. S tem dogodkom obujamo in ohranjamo spomin na naše domovine, na naše sokrajane, ki so se po 4 letih izgnanstva vrnili na svoje porušene domove, jih z voljo in odrekanjem obnovili, da danes svobodno živimo na teh velikih prostorih, tam, kjer se dolenska lepotica Krka sreča svojo najdaljšo sestro Savo. Prav tam, kjer se še zadnji obronki Gorjancev lahkotno spuščajo Polonsko nižavje, prav tam, kjer so naše lepe grsice spremetljivo stiskajo v pomočju naše mogočne Svetliške gore. 7 naših grsic staja na teh prostorih že stoletja. 8 žal nima več prebivalcev. Ker so pri nas Italijani tako z izviri dobrih voda, z rodovitno zemljo v Savi, ki je prehranila številne rodove, z vinogradi in zelenimi gozdovi v varnem zavetju Svetega Vida. Na teh prostorih so živeli ljudje že od prazadovine. Tu mimo so potovali različni popotniki, trgovci, vojske, mi pa smo ostali. V Cerini, na Čatežu v Savi, na Dobenem, na Dvorcah, na Prilipah, Sogeni vasi in Preželji. Lepo je pri nas, čeprav tega sami mnogo ne vidimo. Nam pa povedo številni turisti in obiskovalci naših krajev. Želel bi reči še par besed o vasi Prilipe. Podatka o tem, če so Prilipe ime dobile zato, ker vasica leži v Prilipah, nisem nasledil, bo pa nekaj vsekakor v zvezi s tebe. Prilipe ležijo na vzhodnem podnožju naših prelepih Gorjancev in zahodno nad bravo Pripskega potoka, nekje v povprečju na višini 185 metrov nad morske višine. Vas sestavljata 2 zaselka, in sicer Prilipe in Glavica. Na ravnini med državno cesto in reko imajo vrščani obdelovalno zemljo, na Klečevnatem obroju pa vinograde, ki pomejujejo obsežni gozdovi. Pod vasjo je Ribnik in Mrtvica, ostanek nedalje struge Save. To je bil pred predstavitvijo rečnega toka Save glavni tok. Na tem mestu so istovarili blago iz rečnih ladij in ga s konji odvažali proti novim mestom in Ljubljani. Za ta predel se je ohranilo ime Cola, ker je bila takrat tukaj meja z Madžarsko, Šolj pa po nemško pomeni carina. Na Prilipah je danes veliko črpališče dobre pitne vode, ki napaja dobršen del občine Brežice. Tukaj se nahaja tudi ploga za motocross, ki je bilo prizorišče več pomembnih mednarodnih imenovanj. Ravno tako se Prilipe ponašajo z Ribnikom, kjer ima svoj sedež Ribiška dolina Brežice. Prilipe so bila v vojni za osamosvojitev Slovenije tudi prizorišče enega največjih spopadov naših obrambnih sil z JLA. Tomaž Kvarnik v vojnem spopadu pri Prilipah pravi takole. Slovenske obrambne sile so kolono oklepnih vozil, ki 27. junija 1991 se smeri Hrvaške prva vdrla v Slovenijo z nalogo napadovati proti Ljubljani, pri tem se je uspela prebiti do Medvedeka, zaustavile in obkolile v Grahovskem gozdu. Iz obkolitve bi jih lahko rešili samo tako, da bi smeri Hrvaške napotili novo enoto, ki bi slovenskim silam udarila v hrbet, razbila obroč in blokiranim enotom omogočila umik nazaj. To nalogo je dobil oklepni mehanizirani bataljon oklepne brigade Jugoslovanske armade Zastuparska, da se stavi več kot 30 oklepnikov in druge stanki na čelu kolone. V končni štab te odredice je na odseku ceste od Bregane do Drakskega gozda postavil 4 barikade, od katerih so bile 3 branjene, na Prilipah, Čatežu in Prahovskem gozdu. Do spopada na Prilipah je prišlo v sredo tudi do Ljubja, ko čelni tank poskušal strelom iz kopa prebiti barikado. Ker niso uspeli, so jo poskušali ubiti po stranski cesti proti Čatežu, ter na pomoč poklicali letalsko podporo, ki je s 3 letali jasno kapetirala položaje slovenskih sil. Na cesti proti Čatežu je oklepnike čakala nova zaseda, ki je strelom iz ročnega metalca zadela prvi in nato še drugi tank. Nasprotnik je kljub temu s prodorom nadaljeval, vendar je njihov poveljnik zaradi nejasne situacije odprl loputo na kupoli tanka, pogledal ven in pri tem smrtno zadel. V enoti je na nihče od častnikov ni hotel prevzeti poveljevanja in nastala je panika. Pred dokončnih porazov ni mogel rešiti niti ponovni napad jugoslovanskega letalstva. V bitki danes pomeči tudi spominsko udeleže na državno cesto in Ribnik na Prilipah. Še nekaj statistike.
Število prebivalcev Prilipe se je gibalo takole. Leta 1800 so imeli Prilipe 62 prebivalcev, 1869 81, 1993 pred drugo svetovno vojno tudi 93, 1961 80, 1991 62 in danes ima Prilipe 83 prebivalcev. Po letošnjih podatkih statističnega urada šteje Prilipe 83 prebivalcev, od tega 42 moških in 41 žensk. Na Prilipah živi 10 otrok v starosti do 14 let, so skoraj vsi drugi, in 19 oseb starejših od 65 let. Oba mandata, odkar vodnih krajevnih skupnosti, prizadevamo za zaščito najmlajših udeležencev v prometu in tem projektom dajemo tudi prioritete. Tako smo uspeli, da je Direkcija za ceste Republike Slovenije realizirala projekt novega avtobusnega postajališča na državni cesti v Prilipah. Kljub vsemu trudu, pripombam, opozorilih nam žal ni uspelo, da se projekt nese določenih popravki proti označitvi prehoda za pešce in ustrezna razsvetljava, kar bi po našem mnenju in mnenju varčanov nujno potrebno. Čeprav z izgledom nismo zadovoljni, upam, da bomo vztrajno tudi to uredili. Trenutno izvajamo aktivnosti za umiritev prometa na državni cesti na vhodu na dvorce, smeri Prilip. Celina je prometno urejena, zamenjena pa nadstrešnica na avtobusnem postajališču pri Degarju, čaka pa naša izvedba projekta, ki je vse pozadolena s prehodom za pešce in umiritev prometa. Načrtali smo zaključili projekt obnove Rimske ceste, ki zajema med drugim predvsem varnost pešcev in to je na koncu še naša največja investicija, ki je bila zaključena na Žejnem, obnova cestiščih pločnikov. Od turističnih investicij je bila narejena raketna ploščad na Svetem Vidu in pa kolesarska povezava Brežice in Čatež. Vsako leto poteka določena dela na obnovi vodovodnega omrežja. V glavnem redu se menedorjan tudi hotelični optični kabel zgornje vasi naše krajevne skupnosti. Danes je žal krajevna skupnost izgubila mnoge svoje pristojnosti, razpolaga z bistveno manjšimi sredstvi, je pa pomemben člen, ki opozarja na občine na probleme v našem življenjskem okolju in moram reči, da nam tudi na občini znajo postopniti, za kar se zahvaljujem našemu županu, gospodu Ivanu Volanu in njegovim sodelavcem, s katerimi tudi zgledno sodelujem. Lani je bil sprejet nov zakon o volitvah v lokalni skupnosti. Bojim se, da bo nov način volitev podrl naš koncept delovanja krajevne skupnosti, ki je zagotavljal, da je po posvetu krajevne skupnosti vsaj enega predstavnika posamezne vasi. Po novem sistemu bomo imeli samo eno volilno enoto za celotno krajevno skupnost in bo praktično nemogoče doseči, da bodo tudi manjše vasi imele svoje predstavnike v svetu. Ob tej priložnosti moram pohvaliti še naša številna društva, ki delujejo na različnih področjih. Moram reči, da sem ponosen tudi na vsa naša izredno dejavna društva, katerih posamezniki prostovoljno in nesebično skrbijo za kvalitetno družbeno plat življenja naših krajevnih skupnosti. Z nami ste danes tudi predsedniki društev in tudi vam hvala za aktivno prostovoljno delo, ki združuje naše krajane in daje življenju naših krajevnih skupnosti novo, boljšo dodano vrednost. Hvala društvu izgnancev, hvala Rdečemu križu, ki skrbite za našo starejšo generacijo, hvala našim športnikom, gasilcem, ki skrbite za našo varnost in hvala turističnim društvom, ki skrbijo, da je ta naš lep košček domovine zmeraj lepo urejen. Prav je, da ohranimo solidarno ureditev, ki smo imeli do sedaj, da je vsaka vas eno leto nosilec krajevnega praznika, večino razpoložljivih sredstev pa porabimo za potrebe v tej vasi. Čeprav so naše vasi že danes infrastrukturno lepo urejene, se še vedno najdejo določene stvari, ki bi bilo potrebno urediti in zato se trudimo tudi v tem mandatnem obdobju. Ob tej priložnosti apeliram na vse predstavnike vasi oziroma krajevne svetnike, da se še bolj dejavno vključijo v reševanje težav v svojih vaseh, da se nam to zgodi tako bo prekratkim, da katera vas ostane brez predstavnika. Danes se pod družba soočamo s številnimi izzivi. Predvsem sta pereči romska in migrantska problematika, ki sta močno prisotni tudi v naši krajevni skupnosti, zato smo tudi dejavno vključeni v spremljanje obeh. In še poudarek današnjega večera. Želel bi vas vse spomniti, da naša krajevna skupnost praznuje krajevni praznik spomin na vrnitev naših staršev, starih staršev in sokrajanov iz izgnanstva. V spomin in opomin moramo naše mlajše generacije, ki niso več neposredni potomci tisti, ki so bili izgnani, vedno znova opozarjati na strahote vojne
trpljenje naših prednikov in soprijanov, ki so bili tako brutalno nasilno pregnani svojih donišč. Po uspešni zasedbi večine Evrope so okupatorji 6. aprila 1941 napadli takratno našo domovino Jugoslavijo. 10. aprila so bile nemške predhodnice že pri nas načali. Nemči so začeli s popisom prebivalca, v Nemčiji so naša krajevna imena in postavili mejo z NDH. Hitler se je odločil, da naredi našo državo zopet nemško, kar je imelo za posledico množično izselitev naših prednikov in to okoli 57.000 ljudi iz območja Posavja. Na domove naših starih staršev pa so naselili nemško govoreče Kočevelje. Tako je vsak dan od 24. oktobra dalje z Brestenice odpeljal transport 700 ljudi v spodnjo Šlezijo, potem pa tudi druga delovna taborišča v Nemčiji. Cilj je bil po Nemčine izbris Slovencev iz obličja zemlje. Naši predniki so upravljali v Nemčiji najtežje delo od skromnih hrani in oblegnim poniževanju takratnih gospodarjev. Si lahko predstavljate, kakšnih stiskah so bile družine, ki so morale 2 urah zapustiti svoje domove z osebno prtljago, pa še od tega so jim dosegli vse vrednejše predmete in oditi zelo majhnimi otroki v neznanju. Nepredstavljivo se nam zdi, da je lahko nekdo na začetku prihajajoče jeseni žene iz lastnega toplega doma, ki si ga ustvaril sam, z lastnimi rokami, da te žene iz lastnega ognjišča, kjer so živeli tvoji predniki, da te ne žene z lastne zemlje, ki si je doslej obdeloval, da te vzame praktično vse premoženje, ki pusti ga goro življenje. Nepredstavljivo nam je trpljenje teh ljudi, ki so v nekaj urah poslali brez vsega, brez nekaj malega prtlagi in bili napoteni brez znane, tuje in neprijazne kraje, ker so ljudje imeli drugačni jezik, drugačno kulturo in večinoma nepredmerno odnos do ljudi, ki tam niso prišli po svoji volji. Tudi sami izhajam iz družine izgnancev, ki so morali preživeti najboljše obdobje svojih življenj v neprijazni Nemčiji, in to so mi te stvari še kako poznane. 4 leta je nekaj 10.000 naših ljudi trpelo zato, ker se je nekdo hotel igrati vojne igrice. Da si bomo lažje predstavili takratne stiske ljudi, naj povem, da sta bila moja starša takrat stara okoli 30 let in sta imela dva otroka, enega starega 6 let in enega 2 let. V izgnanstvu pa so se v moji družini rodila še 2 otroka. Po težkih 4 letih je Nemčija kapitulirala in začela se dolga negotova pot domov, ki je trajala kar nekaj tednov. Okoli 1300 prebivalcev naših krajev se domov žal nikoli več vrnilo in so ostali pokopani nekje v tuji zemlji. Ko so se tisti, ki so preživeli v neki svoje kraje, so bili domovi porušeni, izropani, nekateri požgani in omestočeni. Ne morem si predstavljati, kako so se počutili v vrnitvi naših prednikov in soprijanji, ko so kljub radosti zaradi svobode in vrnitve zavredli svoje porušene domove in so po 4 letih muke in trpljenja ostali praktično brez vsega. Pojavili so se težave s hrano, boleznimi, oskrbo z zdravili, osnovni pogoj za dostojno življenje. In vse je bilo v tistih časih potrebno začeti znova. Vendar so naši starši in stari starši s trdo voljo in trdno obnovili porušeno in postavili še lepše domove, ki danes krasijo naše lepe kraje, da mi danes živimo svobodno in brezbrižno. Pa se zavedamo, da je tega menilo samo slabih 80 let. Vsak čas in občudovanje pri tem ljudem, ki so izlično zdaj postavili svoje bogališča, ki še danes stojijo. Vesel sem, da so izgnanci še vedno povezani, da še vedno opozarjajo našo državo, da jim vsaj delno vrne storjene pravice, kar se je pred kratkim tudi zgodilo s sprejetjem zakona o pavšalnih nadomestilih za povzročeno vojno škodo v drugi svetovni vojni. Zdi se mi prav, ker je človeško, da te grozote vojne, čeprav težko oprostimo, pozabiti pa jih ne smemo ne gori. Izgnanci zanesljivo ne bodo, nas pa je, da tudi mi in naši zanamci ne pozabimo nikoli tega temnega dela zgodovine slovenskega naroda in da prenašamo spomin iz roda v rod tudi kot upozorilo na nesmislenski vojni. Prav je, da vsako leto obeležimo spomin na te preživete strahote naših prednikov s praznikom naših milijonov skupnosti, da tudi potri nikoli ne bodo pozabili. Prosil bi, da zberemo 3 prisotne, bodo položili svetje in prižgali svečo po spomeniku izgnancev na Čadre. Ob tem našem svečeno bi želel, da se spomnimo tudi naše soprijanke, vaščanke Prilik, gospe Jožice Stezinar, ki nas je zapustila letošnjega januarja. Gospa Jožica je bila ena najbolj aktivnih osebnosti na področju družbeno-političnega življenja v naših krajevnih skupnosti in širše,
Predvsem pa področju problematike izgnancev se je bila dolga leta predsednica Društva izgnancev krajevnega odbora Čatež, dejavna pa je bila tudi državna organizacija izgnancev. Tudi ne gre do zasluge, da so naši sotrjani, ki so bili žrtve vojnega nasilja, dobili vsaj materialno odpuščenje za storjene krivice. Gospa Jožica nam vsekakor manjkala tudi na naših svečanih sejah, kjer je znala vedno reči kakšno lepo in spodbudno besedo. Prosim vas, da počastimo spomin na njenega Boga. Naj počiva v miru. Hvala. Društvo vedo priznanje zasluge podajamo po dogovoru s Krajani Filip Glamoborili. Še obvestilo večino podatkov, ki sem jih navedel, so našel v knjigi Korenine, ki je napišal naš gospod župnik Jože Pacel. Zahvaljujem se mu za res strokovno lep zapis o naših krajih, ki bo ostal na voljo za vse naslednje generacije, ki bodo živeli na teh prostorih, kot neprecenljiv vir podatkov in zgodovino naših predhodnikov. Želim vam lep večer in prijetno druženje in pa izrekam iskrene čestitke vam in vsem našim sokrajanom v našem prazniku s svojim imenom in imenu Sveta krajevne skupnosti Čatež ob Savi. Obenem se zahvaljujem tudi vaši skupnosti Vasi Prilipe, ki je nosila svetošnjega praznovanja in organizator dogajanja. Kar je že naš predsednik povedal, je že za evropsko zgodovino. Jaz bi najprej vsem lepo zahvalil v imenu vaščanov Prilipi, da ste se odrežili, da se lepo pozdravljamo. 7 let je spet na okoljsko, mi prišli na vrsto za organizacijo krajevnega praznika. Zdaj sicer malo nam je žal, ker pač smo trenutno speljali to tukaj zaradi vremenskih všečnosti. Drugače smo pa bili pripravljeni, da tudi malo pokažemo, bi rekel, plodove našega truda, pa dobrodelnih, bi rekel, ur, ko smo jih vložili v sam objekt in, bi rekel, zgraditev našega igrišča na Prilipo. Tale naša zgodba se je pri nas začela že leta 2017, da je bilo na prejšnjem krajevnem prazniku. Smo že iz preteklih krajevnih praznikov smo nekaj sredstev si sami zbirali in je potem nekako padla odločitev, da bi Goščani imeli nekaj svoj prostor, vlasten prostor, tudi za naše najmlajše otroke, da imajo nekje veliko prostor za igro, ker vsa leta se je pač koristilo bodisi Cerina, Čatež, pa dvorce, kjer se pač dalo vse koristilo in je bila želja, da si naredimo nekaj svojega. Pozdrav na predsedniku vsem krajevnim skupnosti, gostov, gospodom Zoblik in vsem vam. Tih sporočil seveda je bilo že kar precej povedano, tako da tisto, kar so tudi meni napisali, kaj je vse narejeno v vaši krajevni skupnosti, je že vzel vaš predsednik. Vendar dejstvo je seveda, da na nek način vaš predsednik gre manj sredstev v krajevno skupnost, vendar to ne pomeni, da se na vašem kraju ne gradi. Dejstvo je seveda, da je sistem drugačen, vse investicije so izjemno stabilne in enostavno krajevne skupnosti še ne mora voditi, kaj gre za javna naročila in pa za posebne pogoje. Konec koncem samo eno žejno, ki je bilo narejeno, je skoraj 600 000 evrov, enostavno bilo zahtevna investicija, po drugi strani pa seveda se zakonodaja tudi nalaga, da smo občine investitorji. Seveda, poleg tega, kot sem že povedal, da se je na zadnjih leta naredilo željno, tudi ta večnamenska pot oziroma kolesarska pot, ki je proti Krška vas je delno tudi seveda vezano na vas, poleg tega pa smo še z direkcijo tako uspeli, da je bila urejena tudi cesta in jaz mislim, da to bil res izjemno zabogajeno. Veselimo, da smo v teklih letih uspeli urediti vaš center. Seveda, koliko vem, je želja, da tudi nadaljujemo, da so tudi v proračunu uspeli sredstva, da bi se še nadaljevalo in da se ta vaš glavni kraj uredi. Seveda, Čatež v samem številu, če gledamo v občini, ima nekje samo 3% prebivalcev, kajti mi smo nekako financirani v Govorini, po drugi strani pa seveda imate izjemno pomembno vlogo, eno je to vaše kot ste vstopna točka
v avtocesti in pa seveda ta turistični namen, kajti Čatež seveda spadajo sem in ti ste se tudi izjemno povezali z turizmom. Zaradi tega seveda poslušamo tudi to spodbujevati, smo pa tudi na vašo pobudo uredili razgled čat na Svetem vidu, ki je zelo dobro obiskalen in smo se da tudi kar precejšno pridobitev za vaš kraj in pa seveda tudi za turizem za naš občin. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vesela sem, da prihajam prav iz te krajevne skupnosti kot Čatežanka, zato se vedno z veseljem odzovem predsedniku na našo svečano sejo. Res sem ponosna na ta kraj in na to naravo, ki jo tukaj imamo. In vedno znova me navduši prehod iz Brezja v Čatež, čez Savo in Krko, ker je to zame en dejansko najlepših kotičkov. Sama sem dolgoletna Čatežanka, moja družina se je preselila iz Ljubljane, se pravi dedek in babica sta se v teh koncih naselila. Jaz sem bila en čas, 10 let mislim, da v Brežicah in zelo dobro se spomnim besed žal pokojnega očeta, ki je rekel, kaj je moje stanovanje v Brežicah najlepše. Vidite mi, da vas v imenu začasne predstavnice Društva izgnancev Slovenije krajevnega odbora Čatež ob Savi lepo pozdravim in se zahvalim za povabilo na današnjo slavnostno sejo. Hkrati se zahvaljujem, tega nimam tukaj zapisanega, predsedniku krajevne skupnosti, ki je tako obširno zajel to temo, jo predstavil tukaj vsem in izpostavil, kako zelo pomemben je spomin na te dogodke, pa ne spomin na tisto trpljenje, koliko zavedanje, kako zelo pomembno je, da danes imamo mir tukaj in kako nam je ta element zelo pomemben tudi za prihodnje.